2 leti po poplavah prebivalci še vedno brez odškodnin. V petek je zagorelo v mariborskih študentskih domovih. Visoke temperature polnijo kopališča na prostem. Dober dan. Kmalu bo 2 leti od katastrofalnih poplav, ko je Drava v Podravju povzročila pravo razdejanje. Kljub obljubam države, da bodo prizadeti prebivalci po sanaciji svojih domov prejeli odškodnine, te pa je le v občini Duplek, kjer je bilo najhuje, prejela le peščica oškodovancev. Glavnino krivde, da je Drava tako podivjala, so sicer pripisali Avstrijcem, ki naj bi na svojih elektrarnah začeli prepozno prazniti jezove. Tako na avstrijski kot na slovenski strani so zato proti avstrijskemu podjetju Verbund sprožili skupinske tožbe, a epilog še ni na vidiku. Tudi 2 leti po poplavah rane prizadetih družin v Dupleku pri Mariboru še dolgo ne bodo zaceljene. Vse, celo klece je obnovljena, garaža, cokla, okrog hiše, cokla je cela obnovljena, vse se mogoče boste še pogledali, lahko še pogledate. Vse, poda izolacijska, to bilo vse in. To smo vse obnovili, vse naredili. Vse račune za obnovo so nato v pričakovanju odškodnine poslali v Ljubljano, a do danes niso prejeli niti centa. Smo preživeli s tem, kar smo dobili to od Karitasa, pa kar smo bili Rdečega križ tisto, ostalo pa ništa, ne. Sami držijo za sebe, pa samo svoje žepe polnijo, mi pa pogi sormake, pa se ne mantramo, kako se znamo, pa vemo. Imam 100% invalida, kaj te mislite, kaj je kjer prišel pomagati? Tudi občina Duplek je doslej dobila od države povrnjene le stroške intervencije v višini 150 000 evrov in 300 000 za sanacijo največjega plazu. Vse ostalo je pokrivala iz lastnih sredstev. Se pravi, nekje 500 000 je bilo samo sanacije po plazovih, tudi interventni stroški niso bili vsi priznani. Se pa je država zganila vsaj pri gradnji protipoplavnega nasipa, ki naj bi ga do konca tega leta skoraj v celoti zgradili, čeprav zanj še ni zagotovila vsega denarja. Nejasna pa je tudi tožba 120 slovenskih oškodovancev avstrijskega Verbunda. Ta odgovornost, ki jo še vedno preverjajo avstrijski organi, zanika. Seveda je pa najprej treba, če bo res treba zdaj kreniti v pravdo, civilno tožbo zagotoviti financiranje pravde, ki je zelo draga stvar. Stranke pa nimajo sredstev, da bi kar tako šle v pravdo. Do hitrejšega razpleta pa bi, tako Serajnik, prišlo veliko hitreje, če bi se v pravdo vključila tudi naša država. Zdaj pa k požaru v študentskem domu na Gosposvetski cesti v Mariboru, ki je izbruhnil v petek popoldne. Po prvih ugotovitvah je zagorelo med obnovitvenimi deli v sicer izpraznjenem domu. Zaradi hitre intervencije gasilcev sta bili uničeni le 2 sobi in izolacija mansarde objekta. Večje težave ima zdaj izvajalec del, ki mora zaradi nevarnosti ponovnega vžiga spremeniti celoten projekt energetske sanacije objekta. Kmalu potem, ko so delavci v petek končali delo na 4. študentskem domu, se je v centrali oglasil požarni alarm. Zaradi iskrenja je zagorela plastična folija v obstoječi izolaciji objekta. Naši javljalci požara, hvala Bogu, da jih imamo v vseh domovih študentskih, so tako javili, kje se dogaja, zato je naš receptor prišel takoj intervencijsko gasiti, vendar ugotovil, da sam tega ne zmore, na kar so seveda fantje poklicali policijo, gasilce. Hitri intervenciji gasilcev gre po besedah direktorice zahvala, da se požar ni razširil na preostanek, sicer zaradi obnove in počitnic izpraznjenega doma. Uničene sta tukaj le ti 2 sobi, ena v kateri stojimo in še ena od zadaj, in pa namočena je tale naša, da rečem, fasada oziroma izolacija. Po prvih ocenah je škode za okoli 20 000 evrov, a je ta realno še mnogo večja. Predstavnik izvajalca del, ki pred našo kamero ni želel, ugotavlja, da bodo morali v izogib nevarnosti ponovnega vžiga obstoječe izolacije spremeniti celoten projekt energetske sanacije stavbe. To morajo po pogodbenih zavezah zaključiti do 15. septembra. Jutri se izteče rok za oddajo prošenj za prvi sprejem v študentske domove Univerze v Mariboru. Novincem bo zaenkrat na voljo okoli 1300 postelj, doslej pa so prejeli že okoli 3000 prošenj. Vodstvo študentskih domov sicer zagotavlja, da bodo, kot lani, do konca novembra nastanili vse, ki bodo oddali prošnje za bivanje.
Danes poteče rok za pritožbo za prodajo zdravega jedra slovensko-bistriškega gradbenega podjetja Granit. Podjetje je sicer za 7,5 milijonov evrov kupila družba Kitak gradnje iz Rogaške Slatine. Če se nihče ne bo pritožil, bo mariborsko sodišče sklep o nakupu potrdilo in Kitak, ki trenutno zaposluje 60 ljudi, bo postal tudi uraden lastnik Granita. Nekaj pred 16. uro se je na Ptujski cesti v Mariboru pri odcepu za hitro cesto H2 v smeri proti Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno vozilo. Reševalci so z 2 ponesrečenima nudili zdravniško pomoč, vendar je ena oseba na kraju nesreče umrla. Sledi pa še drugo domače dogajanje. Predsednik države Borut Pahor namerava predsednika SMC Mira Cerarja za mandatarja predlagati v začetku prihodnjega tedna, sta po pogovoru pri Pahorju sporočila Cerar in vodja poslancev SMC Simona Kustec-Lipicer. Cerar, ki v teh dneh nadaljuje koalicijska pogajanja, ocenjuje, da bodo do konca tedna že znani obrisi prihodnje koalicije. Cerar je Pahorja danes seznanil s potekom koalicijskih pogajanj. Najverjetnejši novi mandatar se prav zdaj sestaja s predstavniki Nove Slovenije in Socialnimi demokrati, jutri pa z Desusom in Zavezništvom Alenke Bratušek. Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so se odzvali na pozive delodajalcev po uvedbi socialne kapice. Delodajalce so obtožili, da s pozivi k takim ukrepom skrivajo razvojno nesposobnost in lenobo. Država je delodajalce v preteklosti že razbremenjevala, pa to ni prineslo ne večje konkurenčnosti, ne večjega zaposlovanja. Ob tem so jih pozvali, naj začno vlagati v vse zaposlene. 1200 mladih skavtov iz 130 držav se te dni mudi v Ljubljani, kjer se udeležujejo svetovne skavtske konference. Dogodek je namenjen spoznavanju in razpravi o novih usmeritvah gibanja, ki ima po vsem svetu kar 40 milijonov članov. Policisti bodo ta teden poostreno nadzirali odseke cest, kjer motoristi najpogosteje vozijo in kjer se zgodi največ nesreč. Pozorni bodo na ustrezno hitrost, prehitevanje, uporabo zaščitnih čelad, na tehnično brezhibnost vozil. Preverjali bodo, ali so vozniki pod vplivom alkohola ali mamil, ali izsiljujejo prednost v križiščih in vozijo ob rdeči luči. Vozniki enoslednih motornih vozil spadajo v kategorijo posebej ranljivih udeležencev cestnega prometa. Na cestah jih je bilo zaradi ugodnega vremena v prvem polletju letos bistveno več kot leto prej. V tem času so na območju policijske uprave Maribor obravnavali 48 nesreč z udeležbo motoristov. V njih je umrl en voznik, 6 se jih je hudo in 72 lahko telesno poškodovalo. Second-hand trgovine oziroma trgovine z rabljenimi oblačili in modnimi dodatki so v tujini že dodobra uveljavljene. Tudi pri nas postajajo vedno bolj priljubljene. Z nakupom že nošenih oblačil ne le da privarčujemo nekaj evrov, temveč pripomoremo tudi k čistejšemu okolju, zmanjševanjem proizvodnje in prevozi novega tekstila. Da oblačila, ki so bila nošena le nekajkrat, še niso za okoš, je ugotovila tudi Irena Jordan, ki je pred 2 letoma v Mariboru odprla second-hand trgovino Startex. Ker imamo velike skladiščne prostore v Kamnici, ker smo doma, pa smo rekli, da bi jih bilo pametno izkoristiti, potem smo pač nekako prišli na to idejo, pa smo se spustili v to. Oblačila, ki jih ponujajo, so skrbno izbrana in oprana. Naročajo jih predvsem iz tujih držav, kot so Nizozemska, Nemčija ali Slovaška. Cene pa so precej nižje kot pri novih oblačilih. Cene so v glavnem tam okoli 5 evrov, 5-7, recimo bluzice, krila, majčke so po 5, potem hlače so po 7, jaknice pa tam od nekje 8 pa tam do 15-16, čisto različno tudi od modela, od kvalitete, od znamke. Startex pa je le ena izmed second-hand trgovin pri nas. Pred 3 leti je v Mariboru svojo podružnico odprlo tudi mednarodno uspešno podjetje Textile House, ki se ukvarja s prodajo rabljenega blaga po celi Evropi. Zdaj že ta trgovina 3 leta tukaj in se kar vidi, da se prijema, stranke se vračajo, vedno več je tudi novih, tako da mislim, da kar nimajo več toliko predsodkov, kot je to bilo v začetku. Vendar se zdi, da Mariborčane second-hand trgovine še niso povsem prepričale. Poznate second-hand trgovine, se pravi trgovine z rabljenimi oblačili pri nas? Slišala sem že, ja. Ste že kaj kupili tam? Ne še. Ne, to pa še nisem uspel. Pa bi kaj kupili? Ne vem, nisem razmišljala še o tem. Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Če je res, na primer,
lepo ohranjeno ali pa dobra znamka, kvalitetna, zakaj pa ne? Se opere pa. Second-hand trgovine nam omogočajo, da si lahko kupimo stvari, ki si jih drugače ne bi mogli privoščiti. Kljub temu pa nakupovanje v trgovinah z rabljenimi oblačili še vedno spremlja negativen prizvok. Že 84 let pa deluje Mariborski otok, a obisk vztrajno upada. To kopalno sezono ga je obiskalo skoraj pol manj ljudi kot v enakem obdobju lani. Predvsej je temu pripomoglo nestanovitno vreme. Kopališče Mariborski otok je prve kopalce sprejelo v sredini junija in čeprav je od tega že skoraj 2 meseca, so skrbniki do danes našteli nekaj več kot 30 kopalnih dni. Takoj po prvem tednu je začelo nagajati vreme in vse do danes v bistvu nekje ista zgodba. 2 dni lepo, 3 dni slabo in tudi obisk temu primeren. Po lanski rekordni sezoni, ko so v 65 dneh našteli skoraj 50 tisoč obiskovalcev, bodo letošnjo končali z izgubo. Do danes so našteli vsega 15 tisoč kopalcev. 30 tisoč do 35 tisoč ljudi mora obiskati otok nekje, da bi rekel, da smo na tisti čisti nuli. Izguba sigurno bo, Mariborski otok je zastarel. Zdaj že legendarno Mariborsko kopališče pa je še vedno potrebno temeljite obnove. Kljub temu, da se že leta govori o predvidenem začetku, se do danes ni zgodilo nič. Razlog pa seveda tiči v denarju. Gre za mogoče okrog 7, 8 do 10 milijonov sigurno evrov, drugače pa dejansko, ko bomo začeli vse pripravljati, se bo videlo, kje je ta strošek. Naj se obnovi, pa lepo zrihta, vse tako treba, ne? Ne, da zdaj samo malo dekle prebarvajo, pa gotovo, ne? Moram reči, da je na prvi pogled stvar urejena, tako da seveda je kar lepo kopališče, seveda ni pa to tisto, ko je nekoč bilo. Še vedno pa kopališče Mariborski otok ostaja eden najcenejših kopaliških ponudnikov. Za celodnevno kopanje boste odšteli 5 evrov, otroci, dijaki, študentje in upokojenci pa 4. Sicer pa bo kopališče odprto vse do 31. avgusta. Že več kot desetletje Društvo za osvoboditev živali po Sloveniji organizira vegetarijanske piknike. Z njimi povezuje številne dejavnike povezane z vegetarijansko in vegansko prehrano. Od odnosa do živali, zdravja do ekoloških vidikov. Tokratni piknik, ki je tako kot lani potekal pod okriljem punkerskega No Border Jam festivala, je bil že 8. v Mariboru. Vegetarijanstvo in veganstvo še zdaleč nista le modni muhi, trdi organizatorji piknika. Kmetijstvo, ki temelji na množični reji, ni le nehumano do živih bitij, pač pa uničuje naše zdravje in okolje. Ljudi počasi spoznavamo, da Zemlja vedno težje nosi 60 milijard umetno oplojenih živali, ker je pokoljemo in pojemo. Mnogi zdravniki priporočajo, da se poraba mesa zmanjša morda 2-krat na teden, 1-krat na teden. Udeležencem piknika so se tako na stojnicah predstavila številna podjetja in organizacije, ki prodajajo ali proizvajajo vegetarijanske in veganske izdelke, od hrane do oblačil in kozmetike. Poleg namazov pa so najbolj v slast šli veganski golaž in veganske pleskavice. V veganskih pleskavicah, teh, ki jih imamo tukaj, je pšenica, pa sončnična semena, sezam, laneno seme, čebula, česen, začimbe, sušena zelenjava, pa žita v glavnem. Kakšen pa je okus potem te pleskavice? Zelo dober, morate poskusiti. Dober je, poln začimb, okusen. Vedno bolj se privajamo na to vrsto prehrane doma, tako da glede na starost, pa tudi na počutje je malo boljše. Meso pojem 2-krat tedensko ali pa 1-krat tedensko. Imam dovolj. Na vegetarijanskem pikniku pa so opozorili tudi na vse bolj zaskrbljujoč odnos do domačih živali. Zaradi splošne krize ter dopustov je mnogo ljubljenčkov pristalo na cesti in v zavetiščih. Naj skrbijo za te svoje živali, ki jih imajo doma, in pač razmislijo tudi o prehrani in tudi o drugih živalih in o odnosu do njih. Ob bok pikniku je na Limbuškem nabrežju potekal tudi punkerski festival No Border Jam, vendar je številne udeležence piknika zmotila po njihovem mnenju visoka vstopnina za koncertni del dogodka. V zunanjem auditoriju v Minoritih se je v soboto začel jubilejni mednarodni 25. poletni lutkovni pristan. Na festivalu imajo seveda glavno vlogo lutke. Prva je bila na sporedu obnovitvena predstava o Žogici Marogici, ki je dopolnila 20 let. Leta 1994 jo je namreč v Lutkovnem gledališču Maribor režiral Tine Varl. Jaz sem Žogica Marogica in vse razumem. Ta leta
vmes niso nič izbrisala, ampak otroke potrdila, da so še vedno tisti pravi in da imajo radi žogico. Če tudi od takratne igralsko-lutkarske postave ostaja le Danilo Trstenjak, lahko Tine Varl nad obnovitveno žogico Marogico izreče le pohvalne besede. Igralsko izjemno dobra, res moram reči, animacija, kar sem se najbolj bal, je imenitna in tudi glasovno in interpretaciji so imela svoj ritem, tempo in dinamiko, kar sem se najbolj bal, da ne bo, ampak vse je štimalo danes z otroci vredni. Bomo poskušali tudi to 40-letnico pa tega gospoda Jezovška tudi predstaviti skozi to in tole. Zraven tega pa še, bom rekli, te moje mlade kolege tudi vključiti, in da tudi oni spoznajo, kaj smo mi pravzaprav delali pred 20-30 leti. Vam je ljuba ta predstava? Zelo. Spopad je bil kratkotrajen in hiter. Ja, šli smo v napad. Takoj, ko je bilo treba, dobili smo ukaz našega generala, gospoda Trstenjaka, da napadamo in takrat smo napadli. Brez usmiljenja. Takoj. En takšen dar, eno tako darilo na dušo, ne? Da otroci vedno prihajajo in prav je, da v bistvu delamo tudi take predstave, ki niso morda vedno najbolj, bom rekla, sodobne, najbolj ampak da so zelo preproste, grajene na tistih osnovnih načelih bivanja, sožitja, prijateljstva, kar ta predstava je. Poletni lutkovni pristan je letos star četrt stoletja. Sprva je bil razdrobljen čez vse poletje, zdaj že nekaj let bolj v zgoščeni obliki. Letošnji poletni lutkovni pristan ohranja v bistvu osnovno zamisel, to je pestro poletno dogajanje, ko je sicer vlada mrtvilo, dobra kakovostna lutkovna ponudba. Pester in z jubileji zaznamovan pa ne bo samo tokratni lutkovni pristan, ampak kar vse leto. Lutkovno gledališče Maribor namreč letos slavi 40 let svojega obstoja. Italijanska mornarica je minuli konec tedna v Sredozemskem morju rešila več kot 2000 migrantov. S plovili, ki delujejo v okviru programa Mare Nostrum in patrolirajo med Sicilijo in Libijo, so jih že prepeljali na varno. Še 1700 migrantov so rešili danes dopoldne in jih prepeljali v pristanišče Reggio Calabria. V tem letu je na italijansko obalo prispelo že prek 90.000 ljudi, večinoma sirskih vojnih beguncev. Poglejmo še drugod po svetu. Na prvih neposrednih predsedniških volitvah v Turčiji je zmagal dosedanji premijer Erdogan, ki je z 52% že v prvem krogu dobil večino glasov in tako po več kot 10 letih na položaju premijeja postal 12. turški predsednik. Kot veren musliman je po objavi rezultatov najprej odšel molit v eno od mošej, nato pa se odpravil v Ankaro, kjer je imel prvi govor po zmagi. V Kairu na pobudo Egipta potekajo pogajanja, ki naj bi vodila k trajni prekinitvi ognja med izraelsko in palestinsko stranjo. Če je na začetku kazalo precej slabo, pa je egiptovskim pogajalcem le uspelo doseči dogovor o novi prekinitvi spopadov. Palestinska in izraelska stran sta tako privolili v 72-urno prekinitev ognja na območju Gaze, ki je začelo veljati o polnoči. Ukrajinske varnostne sile že nekaj dni oblegajo milijonsko mesto Donetsk, ki ga še vedno nadzorujejo proruski separatisti. Več tisoč ljudi je zaradi bojev brez električne energije, hrane in vode, dneve pa preživljajo v kleteh in zavetiščih, zato jih vse več beži iz mesta. Nekateri so začasno bivališče našli v bližnjem počitniškem kampu, Ukrajina pa že razmišlja o vzpostavitvi humanitarne misije. Sinoči superlune nismo občudovali le Slovenci, temveč v nebo praktično zrl ves svet. Na Kitajskem so avgustovsko polno luno, ki je minulo noč bila najbliže Zemlji v zadnjih 20 letih, takole ovekovečili, ko je obsijala veliki kitajski zid ter nekatere druge največje kitajske znamenitosti. V drugem največjem kolumbijskem mestu, Medellin, so že 57. leto zapored pripravili parado rož, ki se vsako leto udeleži več tisoč ljudi. Gre za zaključno slovesnost velikega sejma rož, ki se je udeležijo največji cvetličarski mojstri. Ti svoje izdelke predstavijo na paradi, kjer udeleženci na hrbtih nosijo tudi do 130 kg težke cvetlične dekoracije, poimenovane siletas.
V notranjosti Slovenije bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, več sonca bo na jugu. Dopoldne bo od 16 do 22, čez dan do 5 stopinj Celzija več, ob morju okoli 30. V sredo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, jugozahodnik bo okrepljen. Najprej na zahodu se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo nato razširile nad večji del države. V četrtek bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo občasno še deževalo. Osvežilo se bo. S tem smo sliko in besedo ujeli nekaj dogajanja 11. avgusta. Hvala za pozornost in nasvidenje.